Spoštovani, začenjamo torej s prvim panelom, ki smo ga naslovili Primer Slovenije. In tukaj z mano sta dva moja zelo dobra kolega in prijatelja, gospa Alenka Puhar in pa dr. Jože Dežman. Povabili smo tudi pisatelja, avtorja, ustvarjalca gospoda Draga Jančarja, ki je zelo prijazno pristal, da sodeluje. Ampak žal je 2 dni nazaj pisal, da je zelo zbolel, da je odpovedal kar nekaj svojih aktivnosti v tem tednu in nam zelo prijazno in zavezujoče projektu Temna stran meseca poslal svoj referat. Torej imamo njegove besede, njegove misli, njegove spomine in če mi dovolite, bom pač prevzela to težko nalogo, pravzaprav, da preberem njegov referat. Jaz sem prepričana, da je on v mislih z nami in da si bo pogledal posnetek. Zdaj, zakaj je ta naloga težka? Zato, ker pravzaprav prevzemam na svoje ramena eno veliko odgovornost v odnosu do, verjetno lahko rečem, največjega, najpomembnejšega slovenskega književnega ustvarjalca, Draga Jančarja, ki je zaznamoval marsikoga od nas s svojimi knjigami, ki je uveljavljen tudi v Evropi, v svetu, ki je največkrat prevajan slovenski avtor. In pred nekaj dnevi se je slovenski predsednik v Parizu udeležil srečanja državnikov ob koncu Prve svetovne vojne in podaril knjižnici miru v Parizu knjigo Draga Jančarja z naslovom To noč sem jo videl, torej francoski prevod te knjige. To noč sem jo videl je roman o krvavih dogodkih v času Druge svetovne vojne na Gorenjskem. Torej večina mednarodnih udeležencev je prespala na Bledu, tudi Bled je del Gorenjske in roman opisuje usodo, zelo krvavo usodo 2 ljudi, Ksenije in Rada Hribar, ki sta imela v posesti grad pod gorami in ki so jo ubili pripadniki partizanskega gibanja, čeprav sta jim pomagala na različne načine. Ob tej priložnosti mi dovolite, da še posebej med nami pozdravim tudi sorodnika družine Hribar, gospoda Petra Hribarja, torej on je danes z nami in tudi vam velja en lep pozdrav. Drago Jančar je svoj prispevek naslovil Nekaj svetlih reminiscenc. Moji spomini na ustvarjanje temne razstave so svetli. Začelo se je z nekaj slabe volje nad slovenskimi zgodovinarji in muzealci. Na račun sicer zanimive in v javnosti dobro sprejete razstave Slovenci v 20. stoletju sem v delu zapisal nekaj besed o njeni enostranskosti. Kaj ko bi, sem vprašal, poleg starih radijskih aparatov pokazali tudi mikrofone v zidu Kocbekovega in mnogih drugih stanovanj, zasliševalske celice ali delovna taborišča za ženske, politične obsojenke. Glasno sem pomislil, da bi bilo treba postaviti alternativno razstavo, na kateri bomo poleg veselja na ljubljanskih ulicah videli tudi Teharsko taborišče, Roške jame, poleg kipov Kardelja, Tita in Mačka, tudi obsojence z dahovskih procesov, poleg bombonov s črto tudi obložene magazine povojne politične elite, poleg štafet in parad tudi prepovedane revije in časopise.
Iz Muzeja novejše zgodovine je prišel na časopisnih straneh hiter in po svoje presenetljiv odgovor. Ponudili so mi popolnoma resno, da zberem sodelavce in v Cekinovem gradu postavim svojo vizijo alternativne razstave novejše slovenske zgodovine. To je prva svetla reminiscenca. Torej so v muzeju ljudje, ki so odprti za sodelovanje ob tako težki temi. Priznam, da sem se znašel v zadregi. Ponudba je bila precej nenavadna. Kot da bi pianist glasbenemu kritiku ali celo gledalcu odstopil sedež za klavirjem in rekel: igraj pa ti, če praviš, da jaz igram narobe. Stvar je za hip postala nekoliko šaljiva, vendar zaradi popolne resnosti ponudbe tudi izzivalna. Poklical sem Jero Vodušek Starič in Vaska Simonitija, doktor Simoniti je med nami, oba zgodovinarja in univerzitetna profesorja, in ju vprašal, ali bi nevednemu pisatelju pomagala pri takšnem podjetju. Oba sta nemudoma pristala, takoj so se s privolitvijo odzvali Alenka Puhar, Janez Suhadolc, Jože Pučnik, vrsta mojih pisateljskih kolegov in mnogi drugi. Vsi so bili pripravljeni sodelovati. Tudi ta odziv ostaja zame svetav spomin. Kmalu smo se lotili dela z optimizmom in dobro voljo. Kdo ne bi bil poklican k resnici tega obdobja, če ne mi, ki smo rojeni po vojni, ki smo vsi nekako otroci socializma. Namesto nas tega ne bo opravil nihče drug. Ne partijski zgodovinari, ne prejšnjemu režimu zvesti publicisti, ne emigranti in ne raziskovalci Evropske skupnosti. In kdaj, če ne zdaj? Dokler je še čas, dokler je še živ spomin, je treba spregovoriti resnico o drugih Slovencih v drugi polovici 20. stoletja. O tistih, ki so obdobje socializma preživeli drugače, namreč kot drugorazredni državljani, ki so ostali brez pravice do svobodne besede, ki jim je bila omejevana svoboda gibanja, političnega združevanja, od katerih so bili mnogi zaprti, mnogi pa so tudi izgubili svoja življenja. Odločili smo se, da bo razstava in z njo povezana publikacija osvetlila temno stran meseca. Se pravi, zamolčane in pozabljene teme novejše slovenske zgodovine. Zajela bo obdobje od 8. maja 1945 do prvih demokratičnih volitev. Razstava bo kulturno dejanje, v slovensko družbo bo zagotovo prinesla toleranco in empatijo. Menili smo, da je za takšno dejanje po skoraj 10 letih demokracije in končanih jugoslovanskih vojnah trenutek dober. Toda, ko sva se v novembrskem večeru s Stašo peljala na otvoritev razstave, naju je obšel dvom. Kaj, če bo prazno, sva se spraševala. Ali bo sploh kdo prišel? Ali te stvari sploh koga zanimajo? Kaj bo, če se bomo tam v Cekinovem gradu ustvarjalci razstave gledali in še kakšen radoveden obiskovalec? Za nekaj časa sva obtičala v koloni. Celovška je bila polna avtomobilov, ki so zavijali proti Tivoliju. Gotovo je v hali Tivoli, torej v športni dvorani, kakšna hokejska tekma, je rekla Staša, še zamudila bova. Ko sva s težavo našla parkirni prostor in se napotila proti muzeju, sva se pred vhodom znašla med množico ljudi. Nobene hokejske tekme ni bilo. Naenkrat je bilo jasno, kolona avtomobilov na Celovški cesti je bila namenjena na našo razstavo. Ob vhodu impresivna velika podoba Hilde Han, ki stoji pred porotniki političnega sodišča, za njimi Titova slika. Vse dvorane muzeja so bile natlačene z obiskovalci, da se je bilo med eksponati komaj mogoče premikati. Znani in neznani obrazi, med starejšimi tudi veliko mladih ljudi. Vznemirjenje,
Občutek, da se je vendarle zgodilo nekaj prelomnega, trenutek resnice in trenutek začetka nekakšne sprave s preteklostjo, ki se je pred leti začela s slovesnostjo v Kočevskem Rogu in je zdaj dobila svojo potrditev. Konec sovraštva, nakopičenih nejasnosti in nemira, novo poglavje sproščene slovenske prihodnosti. Svetel trenutek, ki ga bo težko pozabiti. Tako se je začelo, nadaljevalo in končalo. Z optimistično izjavo za javnost smo razstavo tudi zaključili. Citiram: v nedeljo 31. januarja 1998 se je v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, ko je še zadnji dan potekal v znamenju velikega obiska, končalo gostovanje razstave Temna stran meseca, kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji, ki smo jo začeli pripravljati pred letom in pol in je bila na ogled od 26. novembra lani. Razstavo si je v 2 mesecih ogledalo nekaj manj kot 12.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. Nujnost tega kulturnega dejanja pa se je po našem prepričanju izrazito potrdila tudi s širokim in intenzivnim odzivom v naši in tuji javnosti. Ocenjujemo, da so slovenski mediji vsebino in namen razstave, kakor tudi spremljajočega zbornika, ki ga je izdala založba Nova revija, predstavljali korektno in izčrpno, da so časopisi odprli svoje strani, televizijske in radijske postaje pa svoje programe, sproščeni in ne glede na različne poglede za slovenske razmere tolerantni debati. Čeprav se z nekaterimi ideološko intoniranimi odklonitvami našega soočenja s temno stranjo slovenske zgodovine ne strinjamo, menimo, da je suma spoznan ob odmevih na razstavo pozitivna in velik obet za slovensko demokratično prihodnost. Konec citata. Zame je bila stvar končana. A 20 let pozneje je videti, da je bil naš takratni pogled na kulturno, razumevajočo, sočutno in tolerantno prihodnost nekoliko preveč optimističen. Iz naše izjave ob koncu razstave je videti, da smo želeli dobro, pozitivno sporočilo za slovensko družbo in njeno prihodnost. Pravzaprav je bilo videti, da smo pri tem uspeli, a ne za dolgo. Res smo bili preveč optimistični. Razstava je tonila v pozabo, na zborniku, ki smo ga izdali, se je na knjižnih policah nabiral prah. Kmalu se je spet začel v vsem obsegu obnavljati kult Josipa Broza Tita, ki naj bi bil nekakšen prosvetljeni avtokrat, ne pa to, kar je nedvomno in po vseh merilih bil diktator. Pozabljene so bile njegove besede na balkonu univerze pred množico na Kongresnem trgu 26. maja 1945. Citat: roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino. A samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih pol. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Konec citata. Ob vsem, kar je povedala naša razstava in kar smo takrat vedeli, se je ob tranzicijskih težavah mlade Slovenske republike, privatizacijah in velikih socialnih diferenciacijah spet začela glorifikacija socialnih dosežkov in enakosti v obdobju jugoslovanskega socializma. Zgoditi se je moralo odkritje hude jame, ki je slovensko javnost pretreslo do dna. Morda so šele takrat ob vseh nazornih posnetkih in detajlih, ki smo jih gledali, Titove besede z univerzitetnega balkona dobile odmev zločinske izjave, ki bo odmevala skozi stoletja. 21. junija 1987 sem z tega istega balkona Ljubljanske univerze gledal na trg, z katerega je davnega maja 1945 govoril Tito. Organizatorji
solidarnostnega zborovanja v podporo zaprti četverici Janša, Zavrl, Borštner, Tasić in protesta zoper njihov zapor so bili zaskrbljeni. Trg je bil 20 minut pred začetkom še precej prazen. Potem se je, kot se dobro spomnimo vsi, ki smo bili na tistem vedno znova zgodovinskem balkonu, začelo zlivati na trg od vseh strani. Nekaj minut pred 5, če se ne motim, je bil trg poln. Videl sem nedaleč proč na slavnem balkonu srečno Alenko Puhar, ki je objela Marka Hrena in vzkliknila: kaj smo naredili, kaj smo naredili. Hotela je verjetno reči: uspelo nam je. In je res. To je bil slovenski berlinski zid. Začetek konca. Zgradba diktature ni več mogla vzdržati. Tudi to je moj svetel spomin. Med majem 45 in junijem 87 se je zavrtelo kolo zgodovine. Od tu, kjer je Tito spregovoril svoje grozeče besede, so mladi ljudje izgovarjali besede o svobodi in demokraciji. In naenkrat je bilo videti vse tako enostavno. In vendar so med tema dvema zborovanjima pretekla mnoga leta. Gledano nič posebnega, pol stoletja, toda stališča posameznega človeškega življenja vse, čisto vse. Ker v političnih bojih ni prostora za razumevanje posamičnih človeških življenj, je kmalu v javnih debatah prevladalo sklicevanje na antifašizem, kljub vsemu, kar je bilo znanega v diktaturi. Sklicevanje na antifašizem tu nič ne pomaga, kajti neizpodbitno drži pravilo: vsak demokrat je antifašist, ni pa vsak antifašist že demokrat. Med avtorji razstave Temna stran meseca ne poznam nikogar, ki bi oporekal antifašizmu slovenskih partizanov. Pač pa vse, ki so zavrnili opravičevanje komunistične diktature. Takrat sem zapisal, citat: naj ne bo nobenega maščevanja, nihče naj ne pobere nobenega kamna, nihče naj ne sodi, da ne bo sojen. Vendar pa v imenu kulture in civilizacije ni mogoče razumeti, kaj šele braniti sistema, ki je uvedel najprej teror, potem pa Slovenijo za dolga leta spremenil v pokrajino nasilja, strahu, oportunizma in molka. Konec citata. Seveda ni bilo vse slabo. V tem obdobju je mogoče priznati marsikateri dosežek slovenskih ljudi na različnih področjih, od sociale do gospodarstva in kulture. In po prvotnem terorju so se s časoma stvari umehčale. Udeleženci konference iz tujine se bodo morda spomnili, da so ljudje iz vzhodne Evrope videli v Jugoslaviji boljši socializem, kot so ga imeli sami. Konec 60. let smo lahko potovali in nakupovali. Na umetniškem področju je bilo več svobode. Toda ostaja dejstvo, da smo imeli najprej zelo trdo, potem mehkejšo, a ves čas diktaturo. Še danes tako mislim. In tudi to. Vse, kar se je hudega zgodilo v slovenskem 20. stoletju, si moramo jasno priklicati v svojo zavest. Postati mora sestavni del našega zgodovinskega spomina in našega današnjega življenja. V revoluciji in diktaturi, a tudi okupaciji, streljanja talcev v mariborskih zaporih, frankolovska obešanja, begunske mučilnice, taborišča Raba, Dachava in Auschwitza. Vprašanje ni samo problem Slovencev. Tudi Angleži, kot pravi Timothy Garton Ash, imajo večno skušnjavo, da bi mislili raje na Shakespearea kot na svoj kolonializem in njegove poboje in zatiranja, raje na Churchilla kot na Severno Irsko.
In ob tem so se Angleži v novejšem času le malo kdaj pozabili nad svojimi državljani, kakor so se slovenski in jugoslovanski oblastniki v času diktature. Težko je misliti, da so del naše zgodovine in današnje zavesti tudi Kočevski Rog, Goli otok, Gulagi, Teharje, Šterntal, neznana grobišča, ljubljanski in mariborski zapori, ženski zapor Reichenburg, taborišče Verdreng. Vendar je s tem treba živeti. Tudi s strahoto, ki jo zdaj poznamo pod vseobsegajočim imenom Huda jama, in spoštljivim ter sočutnim spominom na vse znane in neznane ljudi, ki so šli skozi ta strašna prizorišča, na tiste, ki so jih preživeli in tiste, ki so tam končali poti svojih življenj. Ob zaključku razstave sem menil, da je zame stvar končana. Saj je vendar slovenska družba na civilizacijski in kulturni ravni dobila in z razumevanjem sprejela njeno sporočilo. Toda odkritje Hude jame je bilo za Slovenijo očitno tako hud človeški in družbeni pretres, da se je namesto sprijaznenosti z našo skupno zgodovino, z njenimi svetlimi in temnimi poglavji, v družbi zganila podzavestna želja po zanikanju in se spremenila v divje in nesmiselno ideološko obračunavanje. Vsaj zase sem spoznal, da v takšnih debatah ne morem storiti nič več. In da pisatelj lahko zgodovino razume zgolj na človeški ravni, tam, kjer lahko zaslutimo vzroke in posledice človeških dejanj, vzpone in padce, strah in pogum, ljubezen in sovraštvo, zmote in posledice, zločin in kazen. Z delom svoje literature sem se posvetil posameznim človeškim usodam, ki so ostale pozabljene na temni strani meseca in v malo znanem območju slovenske zgodovine. Ob tem pa mi še vedno ostaja svetav spomin na sodelavce pri razstavi Temna stran meseca, na naše debate, ki niso bile zaznamovane z jezo in nestrpnostjo, ampak željo, da bi presegli temna poglavja zgodovine in odprli drugačno kulturno in družbeno perspektivo novim generacijam. Tudi spomin na vse tiste ljudi, ki so doživeli hude stvari in so mi sporočali, da jim je bilo zaradi takšne obravnave naše preteklosti v življenju malo lažje. Pa tudi na vse druge, ki so razumeli, zakaj gre. Namreč za človeško sočutje in družbeno senzibilnost. In na tej družbeni ravni ostaja spoznanje, ki sem ga takrat zapisal, za katerim še danes stojim in bi moralo po mojem obveljati za slovensko in evropsko prihodnost. Samo izvednosti o zablodah slehernega totalitarnega mišljenja in družbenega nasilja lahko raste jasna zavest o demokraciji. Ker na ta način nastaja ali bi morala nastajati pozitivna zavest o demokratičnih načelih, družbeni strpnosti, sočutju, človeški solidarnosti, pravicah in svoboščinah. Ker šele takrat, ko vemo, kaj demokracija ni, lahko dobro razumemo, kaj je oziroma kaj bi morala biti. Z izkušnjo totalitarnega stoletja, ki so ga ljudje na našem koncu sveta izkusili v vsem obsegu, moramo končno začeti spet živeti z duhom 2000-letnega evangelijskega izročila ter s principi in prakso moderne, liberalne in tolerantne evropske skupnosti. Iskrena hvala pisatelju Dragu Jančarju v imenu vseh nas
Sedaj pa vabim Alenko Puhar, eno od avtoric razstave Temna stran meseca, projekta Temna stran meseca, da nam spregovori. Torej, Alenka, če dovoliš samo en stavek, znana publicistka, novinarka, urednica, avtorica mnogih knjig, publikacij, tudi soavtorica enega najbolj znanih filmov, ki so bili posneti na Slovenskem o grozotah totalitarnega režima, filma o politični zapornici Angeli Vode, prijateljica študijskega centra. Alenka, izvoli. Hvala. Dobar dan. Jaz bom izjemoma govorila stoje, ne pa kot moji kolegi za mizo, ker bom govorila o tej pokončni postavi, o ženski, ki se je lepega dne znašla pred sodiščem in je svojim pokončnim hrbtom postala emblem temne strani meseca naše razstave. Torej, dovolite, da vam predstavim gospo Hildegard Hahn. Tukaj jo vidimo in vidite v hrbet, jaz pa bi jo rada predstavila v obraz. Nekoč bom šla po njenih stopinjah, sem si rekla pred mnogimi leti, in to sem storila, prav veliko nisem odkrila, nekaj malega pa vendarle tukaj je. Nekaj stvarnih podatkov. Hildegarde Hahn je bila rojena 12. marca leta 1923 na Dunaju, avstrijska državljanka, neporočena mlada ženska, mama majhnega otroka, napol Židinja. S prijateljem Martinom Prestrlom je jeseni 1947 prišla na obisk v Jugoslavijo. On je bil namreč komunist in je hotel videti ta imenitni socialistični eksperiment in napisati knjigo o Jugoslaviji. Njega in Hildegard Hahn so vodili po državi in jima razkazovali dosežke nove družbe, pa tudi dokaze o zločinih, ki so jih naredili nacisti, njuni rojaki. Čez mesec ali dva na poti domov so ju aretirali in nato pol leta zasliševali in mučili. Aprila 1948 sta bila vključena v tako imenovani Dil-Oswaldov ali Dahovski ali lagerski proces. Skoraj vsi obtoženci so bili obsojeni na smrt in na to pobiti, neznano kje, neznano kdaj, še danes je to neznan podatek. Hilde Hahn pa je bila obsojena na smrt, ravno tako obsojena na smrt z ustrelitvijo. Čez en mesec so to spremenili na 20 let ječe s prisilnim delom po zaslugi intervencij iz Avstrije. Vsi so bili obtoženi, da so agenti Gestapa in vohuni za tujo imperialistično silo. Hildo pa je doletela še dvomljiva čast, da so ji dokazovali in dokazali krivdo za deportacijo 70.000 Židov iz Avstrije v koncentracijska taborišča in smrt. Češ da sta z očetom, ki je tudi Žid, izdajala Žide Gestapu. Vse je priznala, a to so bila z mukami izsiljena priznanja, saj so, zdaj bom pa navajala uradno policijsko formulacijo iz kasnejše, čez nekaj let opravljene preiskave, pod vplivom groženj, da ne bo več videla svojega otroka, če ne prizna, da jo bodo obesili, da jo bodo poslali v klet, pa tudi zaradi pretepanja. Na samem sodišču pa je vse zanikala, z izjemo tega, da se je parkrat negativno izrazila o razmerah v Jugoslaviji. Usoda Hilde Hahn in ob razstavi. Bila je zelo dobro sprejeta, mnoge je prevzela. Ljudje so se radi fotografirali z njo, se pravi pred veliko povečavo njene fotografije, ob kateri je bila na kratko predstavljena njena usoda.
Časopisi in drugi novinarji so ji posvetili nekaj stavkov in besed v večini člankov. Najbolj je prevzela avstrijsko profesorco in novinarko Ilse Polak, ki sem jo vodila po razstavi. Obljubila je, da bo raziskala, kaj se je zgodilo z njo, potem ko so jo izpustili iz zapora. Kmalu je ugotovila, da je gospa živa in našla njen naslov. Jaz sem na ta naslov na Dunaj poslala paket, knjigo, brošuro s povzetki v angleščini, plakat in ljubeznivo pismo. Domnevam, da sem se v njem opravičila za zločine svoje prejšnje generacije. Dobila sem izredno ganjen in lep odgovor in potem bila z njo v občasnih stikih nekaj let. Tiho pričakovanje Ilse Polak in mene pa se je izjalovilo, ne, Hildegard Hahn ne mara govoriti o tistih časih, ne, noče dati intervjuja, ne bo nastopila pred kamero. Ko sta se z Ilse Polak čez nekaj mesecev končno osebno srečale v knjigarni, v kavarni, pa je Hildegard Hahn prišla na to srečanje s fotografijo Angele Vode v okviru in s Prešernovimi poezijami miniaturko s posvetilom Angele Vode. Tujim gostom ne bo jasno, kakšno izrazito simbolno in emocionalno dejanje je to bilo. Torej, intervjuja pa ni hotela dati zaradi neprebolene groze na tem, kar se je dogajalo. Če se spominja tistih časov, ne more spati in ne more živeti. Maja 1953 so Hildegard pogojno spustili, odpeljali na mejo nekje blizu Šentilja, Maribor, in jo pognali na drugo stran in bala se je, da jo bojo ustrelili v hrbet. O Angeli in Hildi na kratko, zame je bilo sodelovanje v Temni strani meseca pomembno tudi zato, ker so me opazili nekateri ljudje, med njimi neki John Spindler iz Amerike. Izkazalo se je, da je nečak Angele Vode in da bi rad, da jaz kaj naredim za njegovo teto in da ima on neke papirje in tako naprej in tako naprej. Nastala je iz tega potem knjiga, ki jo večina med vami pozna, to je Skriti spomin. Če sem vas zdaj s to pripovedjo skoraj zapeljala v deželo ganotja, vas moram takoj strezniti. Razstava Temna stran meseca je bila pretežno ocenjena kot desničarski projekt. Vsa tako imenovana levica, vse napredne, zdrave sile so bile odločno proti, vnela se je živahna polemika in da za ilustracijo navedem dva odmeva v Mladini in Svobodni misli. Da je bila Svobodna misel zelo proti, ni nenavadno, to je pač glasilo, prenovljeno glasilo partizanskih veteranov, ki so ves po vojni čas opravljali izrazito pravoverno cenzurno vlogo v družbenem in kulturnem življenju. Bolj je nenavadno, da je bila zelo proti Mladina, ki je v 80-ih letih opravila popolnoma drugačno vlogo. Bila je izrazito na strani odkrivanja vseh represivnih elementov komunistične partije oziroma socialističnega režima. Preskočila vam bom, kaj je Svobodna misel o tem naredila, zlasti njen predsednik, ki se je skliceval na raziskavo predsednik urednik, ki se je skliceval celo na raziskave javnega mnenja o odnosu Slovencev do zgodovine. Vsi so
nas obdelovali z izrazito ironijo, pravičniki, moralisti in tako dalje in tako dalje. Skratka, slovenski narod je zrel in prav nič ne potrebuje modrece, da bi mu odpirali oči in delili moralne nauke za nazaj. No, Jure Aleksič v Mladini pa je bil v celoti in popolnoma sarkastičen. Drago Jančar in četica njegovih pravičnikov, ki bo nevednemu slovenskemu narodu končno le odprla oči in tako naprej. Z bežnim pogledom je Aleksič ošinil tudi Hildo Hahn in jo označil kot razkošno kartonasto ozadje neke drugarice, ki so jo postavili pred komunistično sodišče. Iz oznake v srbohrvaščini bo vsem Slovencem jasno, da je tukaj ena prezirljiva nota. Hilde Hahn ni bila nobena drugarica. Bila je, kot mi je sporočila Ilse Polak, Alenka, Hilde ist eine Dame. Hildegard seveda ima vse pogoje za to, da bi postala velik lik, tako rekoč izložbena figura tistih, ki jim bije srce na levi. Ženska, židinja, po krivici preganjana, z absurdno obtožnico poslana v smrt, potem omaknjena strelišča, toda nič od tega progresivnih sil ni prepričalo. Tudi žensk ne. V Sloveniji je v tem času izrazito narasla občutljivost žensk do ignoriranja ženskih usod, dosežkov, pomena, celo slovničnih končnic, a nobena se ni ustavila ob resnični zgodbi o Hildi Hahn, o posebni občutljivosti mladih žensk v zaporih, o zasliševalcih, ki jih v najbolj humanem režimu odkrito grozijo s tem, da ne bodo videli enkoli več svojega otroka. Ne spomnim se nikogar, ki bi opozoril na grozljivi absurd, da se mlado židinjo obsodi uničevanje Židov ali na ugled sodnikov, ki so to podpisali. Edina izjema v tej gluhi lozi je bila Maja Weiss. 3 leta po izidu knjige Skriti spomin sva z Majo Weiss začeli delati film o Angeli, in sredi neke zadrege je Maja zavzdihnila: Hilda Hahn bi morala dobiti film. To bi šele bilo nekaj. Zelo sem se strinjala, ampak možnosti za to so nikakršne. No, kakorkoli, Hildegard Hahn je skupaj s temno stranjo Mesca pristala v desničarskem gnezdu. In je samo še eden v vrsti dokazal, da želimo v ostri delitvi politični, ideološki, nazorski na leve in desne. 10 let prej, torej v 80-ih, pred polomom komunizma, je bilo mislečim ljudem jasno, da je končno treba spregovarjati o represiji. Najprej, ker je režim o njej tako dolgo molčal, drugič, ker gre za pojav z usodnimi posledicami in hudo emocionalno specifično težo. Ločnica je šla, po mojem, nekako takole. Intelektualni svet se je delil na tiste, ki so bili zmožni uvideti, kaj vse strašnega se dogaja in se je dogajalo, ter so občasno tudi zbrali nekaj poguma in to povedali. Na drugi strani pa na one, ki so ta prizadevanja dušili, prepovedovali in smešili. In potem je prišlo do silovite inverzije oziroma dialektičnega preskoka. Tisti, ki pri takratni drži vztrajamo še naprej, veljamo za desničarje, konservativce, simpatizerje domobrancov, fašiste, fašistoidne, za negacioniste in revizioniste. In manipulante, jasno.
Da to ni pretirana trditev, priča članek o negacionistih in revizionistih na Slovenskem, ki ga je poleti letos objavil dr. Oto Lutar. In to v neki hrvaški reviji, namenjeni politička misel, besedilo je angleško, namenjeno torej široki mednarodni javnosti, ki jo zanima razvoj po padcu komunizma. Označeno je za znanstveni prispevek, podpisal ga je zgodovinar, ki je trenutno direktor, ki je že dolgo direktor znanstvenih inštitutov na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, skratka spregovorila je znanost z veliko začetnico. Avtorje razstave in zbornika Temna stran meseca je dal na prvo mesto kot zgled revizionistov in negacionistov. Čeprav se razstava sploh ni ukvarjala z vojno, temveč s povojnim časom in režimom, je on uporabil samo tiste drobce, ki so bili vezani na vojno. Pozornosti je vredno, zato vas prosim še za minuto potrpljenja, da je dr. Lutar, avtor je z tega študijskega centra, ki organizira tole prireditev, očital, da njihova slepa pega also includes a complete ignorance of the deportation and destruction of the Slovenian Jewish community. Ker je to edini primer, da je v tem tekstu dr. Lutar omenil Žide, ki ga sicer zelo zanimajo, in ker je izraz negacionizem in revizionizem začel pot po intelektualni pokrajini odporu do avtorjev, ki so zanikali holokaust, češ da gre za grdo židovsko izmišljotino, potem se pač težko izognemo paski, da tudi Lutar kaže complete ignorance številnih dejstev. V postkomunistični Sloveniji, recimo, se je izrazito okrepilo raziskovanje židovskih usod, kar je zaradi popolnega ignoriranja v komunističnih časih toliko bolj zanimivo in pomembno. To odkrivanje vključuje ljudi različnih nazorov, tudi takšne, ki se zdijo Lutru hudi desničarji, recimo Renato Podbersič, ki svojo dizertacijo in knjigo o primorskih židih, ki navaja obširno bibliografijo, ki dokazuje, kar sem ravnokar naštela, in si ni nič izmislil, kvečen kaj izpustil, naprimer Alenko Puhar in njeno iskanje izgubljenih Židov. Moj vtis je, da so prav tako imenovani desničarji veliko prispevali k spremenjenemu odnosu do Židov. No, Lutar tudi Hildegard Hahn ni opazil, pa bi prav ona svojo pojavo in usodo bi lahko bila glavna oseba v kakšnem njegovem članku ali celo raziskavi. Torej, 20 let po temni strani meseca so delitve samo še bolj zacementirane, opozarjanje na številne absurdnosti pa še vedno ni najbolj zaželeno. Rock bottom teh delitev je odnos do zgodovine in njenih tihih zapovedi. Zavedam se, da je tako marsikje od Španije do Finske. Sophie Oksanen, finsko-estonska pisateljica, recimo je z opisovanjem položaja na Finskem povedala marsikaj zlahka razpoznavnega tudi pri nas, o dolgoročnem vplivu propagande na psihologijo in intelektualno ozračje. Na Finskem recimo je kritiziranje Rusije še danes nekaj drznega in neprimernega, kritiki Kitajske pa so označeni za fašiste, provokatorje in NATO kurbe. Zakaj? Cui bono? Zato, dragi moji, ker so po Orwellu vse živali enake, nekatere pa so enakejše. Nekateri režimi zaslužijo, da jih obravnavamo s posebnim respektom. Njihova zgodovinska vloga je tako pomembna, da je treba nadvse paziti na njihov ugled in dobro ime. Mnogi usode bednih posameznikov so tu pa čisto zanemarljive. Prav usoda Hilde Hahn o tem marsikaj pove. Mnogim je bilo od vsega začetka jasno, da je ves proces, dahovski proces,
Absurden do obtožene Hildehard večkratno, a bili so tiho, ker bi jih to stalo glavo. Celo policiji je bilo že leta 1951 jasno, da Hildegard Hahn ne more biti kriva tega, kar so ji naprtili, in da so jo med postopkom surovo in nedopustno mučili. Avstrijska ambasada je vztrajno zahtevala, da jo izpustijo, a je Jugoslavija ni dala, zaradi, citat je to, nepravilnega postopka proti njej. Pripravljeni so jo bilo torej uničiti, da bi obvarovali svoje dobro ime. In v marsikaterem primeru se je natanko to tudi zgodilo, ampak zaključujem in vas zelo lepo pozdravljam. Hvala lepa, gospe Alenki Puhar, ki s temi edinstvenimi človeškimi usodami dejansko vrača žrtvam njihovo človekovo dostojanstvo in dejansko usoda enega človeka lahko ponazarja usodo vseh nas. Sedaj pa vabim k besedi zgodovinarja, dr. Jožeta Dežmana. Poznava se že iz časov, ko sem pisala diplomsko nalogo, on pa je bil mlad nadebudni zgodovinar Gorenjskega muzeja. No in to je še sedaj pravzaprav, vmes pa ga je njegova poklicna pot vodila tudi na mesta, pomembna mesta kot direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, pa direktor Arhiva Slovenije. Ob tem naj dodam, če dovoliš, Jože, samo, da je v Sloveniji raziskovanje temne strani meseca precej oteženo, če ga primerjam z raziskovanjem recimo na Poljskem ali na Češkem, kjer je na voljo precej gradiva obveščevalnih služb iz časa komunizma oziroma tajne politične policije iz tega časa. Pri nas je pa v tistih prelomnih časih, v času osamosvajanja, nastanka nove slovenske države, tajna politična policija večino tega arhivskega gradiva uničila, skrila, torej tega je zelo malo. In zato so ustna pričevanja, ustni viri še toliko bolj pomembni. No, ampak Jože danes vodi komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Slovenija je dežela morišč, več kot 630 jih imamo, ampak Jože, izvoli, ti boš o tem povedal seveda več. Hvala lepa. Jaz verjamem, da je tako Jančarjevo besedilo kot Alenkin prispevek sta nakazala tisto temeljno fronto, v kateri smo se v teh 20 letih gibali. Bi pa seveda bilo treba poudariti, jaz imam malo daljši, mogoče citati so tam za informacijo, da so avtori in teme, ki jih je temna stran meseca odprla, zaznamujejo slovensko soočenje z bremeni zločinske zgodovine do dan danes. To je moja ocena izpred 10 let. Tako moto razstave Temna stran meseca kot moto knjige govorita predvsem o žrtvah, se pravi victim-centered, se pravi imenovanim, neimenovanim, znanim in neznanim, včasih živim in v spomin mrtvim. In če pogledamo kazalo prilog zbornika, vidimo širok spekter krivic, širok spekter tudi rezistence in pa seveda nekaj pozornosti je bilo namenjeno tudi krivcem, se pravi zlasti komunistični partiji in tajni politični policiji. Nekaj vizualnih vtisov razstave, kjer res nastopajo preganjani pisatelji, preganjane ženske, tudi preganjani sopotniki zmagovite strani, demokratični, zatirani demokratični nastopajoči in pa tudi že protikomunistična rezistenca v 80-ih. En takih antropologem, obližanje žrtvi je skupina umorjenih iz ene vasi. Temeljna figura, pravzaprav ti pripovedi je Jože Pučnik, tukaj ga vidimo kot političnega zapornika v 60-ih letih in takrat je napisal pismo
ki je pravzaprav tisto moto, ki smo ga že pri Jančarju slišali, bojim se, da ne bi začel sovražati in upam, da ne bom meril sveta črno-belo. To je, mislim, da tisto mogočno kulturno izhodišče, ki je Jožeta Pučnika potem iz emigracije pripeljalo konec 80-ih v Slovenijo. Kot vodja demokratične opozicije Slovenije, pravzaprav je res founding father Slovenije, dosegel osamosvojitev, pravzaprav ta izraz, ta stavek Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, je izrečen po zmagovitem plebiscitu. Jože Pučnik je razmeroma prisoten ob vsej, recimo tej pravoverni fronti, ki je bila večkrat omenjena, ampak je film, je življenjepis, je poimenovano Letališče. Poglavje, o katerem se pa veliko še zdaj pogovarjamo, je pa seveda Jože Pučnik je vodil parlamentarno preiskovalno komisijo, ki je preiskovala najhujše kršitve človekovih pravic in seveda je, temu rečemo, posttitoistične stranke ali pa kontinuiteta, je to poročilo, je preprečila sprejem tega poročila, ki je zdaj objavljeno. Druga oseba, ki je takrat odprla razstavo Temna stran meseca, je Ljubo Sirc, leta 2001 odlikovan za demokratizacijo komunističnega vzhoda z visokim britanskim odlikovanjem. On je sodeloval z Gajdarjem, tudi z Madžari, dejansko resna figura. Njegova dela v Sloveniji prevajamo, je pa kakšnih večjih javnih počastitev ni dobil, mu je pa Lordska zbornica leta 2016 posvetila poseben dogodek v njegovo čast. Prva vlada Janeza Janše, prav Janez Janša je kot predsednik vlade leta 2007 ob dnevu človekovih pravic označil kršitve, sistematične in dolgoročne, in se opravičil in izrekel priznanje vsem žrtvam. Vasko Simoniti, ki je pravzaprav eden od generatorjev bil Temne strani meseca, je bil takrat minister za kulturo, tudi avtor Temne strani Aleksander Zoran je bil državni sekretar v vladi. In pa zdaj, če se vrnemo na to temeljno problemsko vprašanje, se pravi prikrita morišča in grobišča. Jože Pučnik je v Temni strani meseca dal diagnozo, ki nas še spremlja, se pravi, da zaradi zaščite enega ali dveh ducatov nekdanjih komunističnih funkcionarjev pred roko pravice kažemo svetu, kako da nam pravni red malo pomeni. Zdaj, točka, na kateri smo danes, je seveda uničevanje grobov nasprotnikov že zdavnaj ni dovoljeno, obstajajo Haške, Ženevske konvencije, mirovni sporazumi in kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je leta 2022 sprejela zakon, da se enotno obravnava vse grobove brez razlike. Leta 1945 je z komunistično oblastjo nastopil nov čas. En prvih odlokov je bil, da se odstranijo, zaravnajo vsa pokopališča in posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev. In to je bil temelj, to je bilo eno od stebrov za nastanek tega sistema ohranjanja razvijanja racionalnih izročil, oziroma, če rečemo, nekako v havlu življenja v laži. Da vidimo malo nazorno, kako radikalna je bila ta sprevrženost resničnosti, imamo eno od mitoloških trditev, naj bi partizansko gibanje v Jugoslaviji uničilo okrog 5000 sovražnikov, med njimi 50 000 kvizlingov. Zgodovinski podatki povedo, da je partizansko gibanje v Jugoslaviji uničilo manj kot 50 000 okupatorjev. Je pa seveda po vojni je umrlo ali bilo umorjenih okrog 70 000 nemških vojnikov oziroma skoraj polovica vseh. Mit o 50 000 kvizlingih dobiva drugo podobo, če pogledamo, da je se pravi osvoboditev je vstop Rdeče armade v Jugoslavijo avgusta 1944, je ubitih okrog 250 000 prebivalcev Jugoslavije. To so podatki, ki sem jih zbral od kolegov po nekdanji Jugoslaviji, slovenski popis je pa narejen.
Mit o 1.700.000 žrtvah je bil narejen za potrebe mirovne konference v Parizu, zdaj je ocena nekje okrog 1 milijona, ampak popis leta 1964 za vso avtoriteto državnih oblasti je pokazal 600.000 žrtev v Jugoslaviji, 40.000 v Sloveniji. Leta 1976 pa v Sloveniji režimska publikacija govori o 46.000 žrtvah, v opombi pod črto je pa 12.000 tabuiranih žrtev, prvič javno omenjenih. In vidite, da imamo leta 1964 v Sloveniji 41.000 žrtev, leta 1976 58.000 žrtev, danes pa popis Inštituta za novejšo zgodovino šteje skoraj 100.000 žrtev, čeprav ni popoln. Ampak to pomeni, da se je, tukaj vidite, kaj je temna stran meseca, ko se z svetlobo število žrtev skoraj podvoji oziroma se podvoji in Inštitut za novejšo zgodovino izrazito opozarja, da koliko kategorij žrtev oblasti niso priznavale. Če pa pogledamo tole, pa vidimo, da niti svojih žrtev so izgubile svoje žrtve, recimo 1500 talcev, 10.000 partizanov, se pa to vse giblje na populaciji 1,5 milijona, no, to je treba. Se pravi, dialektični in znanstveni materializem, historični materializem ni znal šteta, ne, v našem primeru. Tudi vidite primer žensk, kjer se strahotne razlike v podatkih, in če jih je bilo, recimo leta 1976, 3.500 strani sovražnikov, kdo jih je pobil 6.500. To so te igrice, ki se lahko igramo, ampak vse ta temeljni premik v Republiki Sloveniji je bil od simbolnih obredov do pravice do groba in spomina za vse. Začel se je z ena taka mogočna manifestacija vstopa tega preloma laži, je bil simbolni pogreb žrtev julija 1990. Postavljenih je 220 farnih spominskih plošč z imeni 14.170 tabuiranih žrtev. To tudi znani kolega Lutar označuje kot eno gromozansko in hudobno revizijo. Potem postavljeni so bili nekateri večji objekti, zlasti osrednji spomenik v Teharjah pri Celju. Žrtve pa so seveda prihajale na plan ob gradnji avtoceste v Teznem, 1179 žrtev na 70 metrov leta 1999. Po sondiranju 2006 je tam v 940 metrih jarka več kot 15.000 žrtev. To je eno večjih, mogoče še eno, dve tega obsega morišč sta v Sloveniji. Po izkopu so žrtve pokopane na pokopališču v Dobravi. Mitjo Ferenca omenjam zato, ker je v bistvu precejšen del znanstvene kariere po svetu prav temu vprašanju in leta 2009 je rekel, ne samo, da imamo zločin brez zločincev, imamo tudi žrtve brez grobov. Kolega Pavel Jamnik, vodja kriminalist, je leta 2005 zahteval kazensko preiskavo za Mitjo Ribičiča, nekdanjega predsednika jugoslovanske vlade, predsednika jugoslovanske partije, in je senat okrožnega sodišča v Ljubljani preiskavo preprečil s falzifikatom. Se pravi, ta hip v tej naši komisiji delamo z okrog 700 lokacijami. Kot vidite, gre za način Evropa v malem in nam omogočajo te osnovne trditve, se pravi več kot 100.000 žrtev, najhujši množični umori po drugi svetovni vojni v Evropi in najhujši množični umorih Slovencev in Hrvatov v zgodovini obeh narodov. Ampak leta 2005 se začne arheološka raziskava, se pravi spet Janševa vlada, in 3. marca 2009 stopimo v grobišče v Hudi jami. Huda jama kot pojem pomeni šok, ki ga doživimo ob mumificiranih truplih žrtev. Se pravi, ena žrtev drži protezo druge v enem smrtnem krču. In prva izjava je bila tedanjega predsednika Republike Danila Türka, da je to drugorazredna tema. Ta izjava je bila, kot se je kasneje pokazalo, njegov politični samomor. 5. marca je bila tiskovna v Hudi jami, 20. aprila, se pravi malo nesrečno na Hitlerjev rojstni dan, razglasijo v
v Ljubljani mestni svet ulico po Josipu Brozu Titu spet poimenujejo. Leta 2011 Ustavno sodišče odpravi to odločbo, ker ni v skladu z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva. Se pravi, nekaj let po hudi jami je bil šok res tako hud, da oblasti niso zmogle reakcije. Leta 2015 je pa sprejet zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev in oktobra 2016 je pogreb 1416 žrtev iz RO Svete Barbare v Mariboru. In če pogledate z leve, vidite predsednika hrvaške vlade, predsednika hrvaškega parlamenta, predsednika Republike Slovenije, podpredsednika slovenskega parlamenta, papeškega nuncija in tako naprej. Ampak še danes se dogajajo stvari zelo nazorno. Porajmos, se pravi množični umor Romov, v Sloveniji ga zagreši komunistična stran leta 1942. Ko zdaj odkopavamo te žrtve, mestna občina Ljubljana danes v letu 2018 ne dovoli pokopati žrtev Porajmosa na pokopališču v Ljubljani. Slovenija nedvomno, se pravi ta osnovna orientacija po drugi svetovni vojni je zmaga, se pravi dobimo nekaj tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, ampak dobimo režim, ki je zelo podoben apartheidu. Se pravi, na eni strani imamo dobro polovico žrtev, ki so partijsko priznane, privilegirani so njihovi svojci, na drugi strani so zamolčane, tabuirane žrtve, njihovi svojci pa diskriminirani, stigmatizirani, segregirani. To je ta slovenska delitev in ta generiranje slovenskih delitev povzročena strani te komunistične zmage. Številke, ki tudi po temni strani meseca intenzivne raziskave potekajo, pa nam kažejo, da so posledice stalinistične in samoupravne faze titoizma hujše kot pa posledice 4 let vojne. In taka zelo nazorna posledica neevropskosti Slovenije je dejstvo, da imamo od 200 tisoč žrtev druge svetovne vojne in povojnih umorov v registru, državnem registru vojnih grobišč samo okoli 20 tisoč žrtev, se pravi 10%. Zdaj pa še nekaj avtorjev temne strani. Tamara Grizer je nedvomno ena glavnih nastopajočih in uvede ta razumen volumen napetosti druge svetovne vojne, se pravi okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija. Na njeni podlagi Dieter Blumenwitz napiše temeljno delo Mednarodno pravno oceno. Lovro Šturm je kot minister za pravosodje direktno in indirektno vplival na celo vrsto področij. V temni strani meseca je naprimer napisal, da nedvomno leto 1945 ne prinese svobode, leto 1990 pa. Napisal je knjigo o umorih ranjencev, bolnikov in invalidov. Velik proces v vrednosti nekaj milijard evrov v Sloveniji je denacionalizacija, veritev zaplemnega premoženja, ki je sicer strašno dolgo traja, je pa skoraj 40 tisoč zadev opravljenih. Več tisoč sodb na političnih procesih je bilo razveljavljenih, izplačane odškodnine. Janeza Lukača omenjam kot človeka, ki je zaslužen, da je komisija za izvajanje zakona o popravi krivic sploh začela delati. In tudi pod Šturmovo inicijativo imamo zdaj več kot 35 tisoč priznanih odškodnin, ki so pa dejansko mizerne, tako kot je že Janez Janša poudaril. Velik dogodek je bil konferenca o zločinih totalitarnih režimov v času predsedovanja Slovenije svetu EU v Bruslu. Ustanovitev študijskega centra smo že slišali s prvim direktorjem Milko Mikolo. In pa bi le rekel, jaz sem kot direktor Muzeja novejše zgodovine postavil sobo Slovenija 45-60 z temno stranjo meseca in rdečo stranjo. Vidite, temna stran je bila upoštevana, seveda. In ta delitev družbe je sledila tudi na eni vrsti sistematizaciji v knjigi. Je pa tale del, rdeči del, je pa zdaj že malo posvetljen, ker se je sedanji direktorci zdel malo pretemen. Direktorca je seveda pa iz šole Ota Lutarja. Ampak bili omenili nekaj projektov. To je 2002
S avstrijskimi kolegi smo pripravili projekt vsak je svojo zgodbo pravil, mi komunistično, oni nacionalsocialistično, znak črta Freliha, preganjanje in kmečki upori, spet Frelihov znak. Marko Štepac je kolega iz muzeja, ki je povabil Draga Jančarja naj postav temno stran meseca, ob njem Monika Kokelj-Kočevar, tam je bilo postavljeno nekaj temeljnih razstav, ki prebijajo ali pa osvetljujejo temno stran. Ivo Žajdela neumorno piše in vnaša v bazo člankov in vidite, da jih je že več kot 18 000, nekaj tisočih člankov. V Sloveniji dnevno izide po nekaj člankov s temi temami. Pomeni, da je Slovenija izjemno živahna družba. Omenil bi še Bernarda Nežmaha, Alenko Puhar, nujno. Od drugih, ki so vstopili v ta spopad, je ekonomist Igor Omerza, prav tako ekonomist Rado Pezdir, Jože Možina ob dokumentarcih, pričevanjih žrtev, seveda bi lahko še več filmov in tega omenili. In pa zdaj zaključimo zgodbo Drago Jančarja, ki je maja 1974 nagrajen z režimsko nagrado za dobrega novinarja. Novembra 1974 je pa obsojen na leto dni zapora, ker je iz tujine prinesel prepovedano knjigo. Potem je pisal, nastopal, ampak leta 2007, kot je že sam omenil, je nehal pisati v Delu. Naprimer, Alenka Puhar takrat poudari, da bi mogli poklicati partijo, da bo vzdrževala zadostno raven socialistične samoupravne demokracije. Ampak Drago Jančar je napisal že omenjeni roman To noč sem jo videl, ki ima 11 ponatisov v slovenščini, preveden je v 15 tujih jezikov. Govori zgodbo o Kseniji in Radu Hribarju, ki umorijo partizani. Že omenjeni Peter Hribar je dosegel leta 2000 pravno rehabilitacijo Rada Hribarja. Leta 2015 so bili posmrtni ostanki obeh odkopani. Oktobra 2015 je predsednik republike počastil spominsko ploščo na gradu Strmol in tudi takrat svoje strani izrekel obžalovanje za zločin in da je država bila tako počasna. In predsednik Pahor nedvomno prispeva k tem procesom olajšanja zgodovinskih bremen. Njegova zasluga je ta spomenik za žrtve vseh vojn z njimi povezanih dogodkov. Letos za 1. november, dan spomina mrtvih, je prvič v zgodovini vsa slovenska oblast počastila vse žrtve. Delajo pa tudi civilne iniciative, to je en spomenik Resnica in sočutje leta 2015, kjer je prst s krajev trpljenja Slovencev po svetu. To so vsa, se pravi Dachau, Auschwitz, nacionalsocializem, rab, fašizem, Teharje, Šentvid, vse komunistična taborišča in obstaja tudi vse posvojitev, spletna stran za možnost posvojitve vseh žrtev. In to so tisti žarki svetlobe, ki pravzaprav od temne strani meseca padajo naprej. In če je bilo tukaj večkrat izražen dvom, kaj Slovenija bo, jaz bi rekel, da Slovenija doživlja kulturno renesanso in preporod, in če smo zmogli tako spremembo ob 100-letnici zdaj spominjanja na prvo vojno, jo bomo zmogli tudi naprej. Seveda me pa kakšni ljubitelji malo bolj pesimističnih pogledov se z mano ne strinjajo, ampak jaz verjamem, da bo Slovenija, ki je primerjalno gledano tudi na področju tranzicijske pravičnosti prav v odlični formi, da bo v najboljši tradiciji temne strani meseca zmogla iti naprej. Hvala lepa. Jože, hvala lepa za tvoje neutrudno seciranje komunističnega oziroma titoističnega totalitarizma.